Otvoritveni dogodek ob praznovanju 70-letnice delovanja Ekonomske fakultete se je pričel v tunelu spominov. Gre za inštalacijo, ki se nahaja v atriju fakultete, ki jo je slavnostno otvorila dekanja Ekonomske fakultete, profesorica dr. Metka Tekavčič. V svojem nagovoru je izpostavila nostalgično vrednost tunela, saj je veliko število današnjih zaposlenih prisotnih na fotografijah. Potovanje skozi tunel Ekonomske fakultete popelje obiskovalca na zanimivo pot skozi zgodovino fakultete, ki deloma odraža občo politično in akademsko zgodovino Jugoslavije in kasneje Republike Slovenije. Na poti skozi tunel sta vidna velik napredek fakultete v 70 letih neprekinjenega delovanja ter njena vpetost v sodobne mednarodne študijske tokove. Ob 70-letnici delovanja je bil na Ekonomski fakulteti predstavljen jubilejni zbornik revije EBR. Revija Economic Business Review neprekinjeno izhaja že 66 let. V slovenskem prostoru izdaja visoko kakovostna, teoretična, empirična, praktična ali politično priporočilna raziskovalna dela z različnih področij ekonomije in poslovanja. Glavna urednica izdaje jubilejnega zbornika revije, profesorica dr. Tjaša Redek, je orisala zgodovino revije, ki je neprekinjeno izhajala vsa ta leta. Začetek EBR sega v leto 1950, ko so se sproti pridno nabirali odlični članki, prispevki ter zanimivi podatki na področju ekonomije, ekonomskih vprašanj ter tudi o zgodovini razvoja Slovenije in bivše Jugoslavije. Vprašanje za profesor Petrinovo. Kakšne vire financiranja ste imeli raziskovalci v tistem obdobju pred tranzicijo? Kako ste dostopali do tujih objav? Kakšno svobodo ste imeli, da te ideje prinašate sem? Težko je razumeti sedanjost, če ne razumeš preteklosti. No, v tistem času moram reči, da smo imeli tudi izreden dostop do statističnih podatkov. In sicer tako na makroravni, kot tudi na ravni podjetij. V Sloveniji znamo prispevati k svetovni zakladnici znanja marsikaj in zato tudi mislim, da lahko še naprej objavljamo tudi v vrhunskih revijah. Imamo nekaj komparativnih prednosti, recimo ena takih so baze podatkov, ki jih nikjer drugje na svetu ni, s katerimi lahko skonstruiramo potem ustrezne odgovore na ta prava vprašanja. Sposobnost napovedovanja je ena izmed osnovnih definicijskih lastnosti uporabnih znanosti. Napovedi oblikujemo zato, da bi seveda ekonomska politika ali pa karkoli že ustrezno odreagirala. Rodnost vemo, da je po letu 1980 v Sloveniji padla na zelo nizko raven iz 2,1, koliko je potrebno za obnavljanje prebivalstva, na vsega 1,2 recimo otroka na žensko v letu 2003 in to bodo potem generacije, ki bodo v prihodnjih 2 do 3 desetletjih stopali na trg dela, namreč za 2 do 3 desetletja naprej se smatrajo kot demografske projekcije kot precej zanesljive. Definitivno potrebujemo tudi teoretično znanje, ker mislim, da to teoretično znanje do neke mere pripelje v podjetje širino. Kot drugo pa tudi neko potrebo po raziskovanju. Podjetja smo v bistvu usmerjena v to, da izkoriščamo obstoječe potencijale. Uveljavlja se mlada veda nevroekonomija, ki kombinira 3 stebre, psihologijo, nevroznanost in ekonomijo. Proučuje pa iracionalno vedenje, iracionalno z vidika klasičnih ekonomskih teorij, ampak če smo čisto iskreni in pogledamo, zakaj gre, vidimo, da je po tej logiki skoraj vse iracionalno. V sklopu praznovanja obletnice je razstavo študijske literature skozi 70-letno zgodovino fakultete otvorila dekanja. V nagovoru je poudarila svojo dragoceno izkušnjo s knjižnico in pomembnost intelektualno-stimulativnega okolja fakultete ter vedno večjo vlogo založniške dejavnosti Centralne ekonomske knjižnice. Na razstavi si obiskovalci lahko pobliže ogledajo zgodovinski razvoj učbenikov, prvi so bili na roko napisana skripta z grafi, ekonomskih in poslovnih ved vse od 50 let naprej do danes. Za obiskovalca je še posebej zanimivo opazovati spremembe v vsebini učnih materialov
na področjih jezika, ideološke obarvanosti ter akademskega napredka. Se pravi, zelo rad, da pridemo z najkrajšim možnim vprašanjem in odgovori na to vprašanje, kako si vsi udeleženci predstavljajo Evropo 2025 in zatem. Okolje Evropske unije. Jaz mislim, da nas bo to zelo hitro tudi spravilo v zelo operativne stvari povezane recimo z proračuni Evropske unije za naslednje obdobje po letu 2020. Ta bo bistveno drugačen, kot je bil in mislim, da bi se mogli tudi v Sloveniji to zelo jasno na to pripraviti. Samo eno točko, kohezije takšne, ko jo mi poznamo po letu 2020, saj za Slovenijo ne bo oziroma je bo bistveno manj. Treba je najprej začeti v osnovni stvari, ki se je zgodila okrog nas. To je globalizacija, ki jo nismo nikoli dobro razumeli in nikoli tudi dobro prenesli v naše poslovne okolje. In treba je razumeti, da prvič, od kadarkoli človeštvo živi, živimo v resnično povezanem in soodvisnem svetu. Ampak to, kar se bo dogodilo zdaj z mobilnostjo, to, kar se bo dogodilo, kar se bo moralo zgoditi pri pridelavi hrane, mimogrede, svet bo kolapsiral, če bomo na obstoječi način pridelovali hrano, ker ne moramo nahraniti sveta. Kot prvo bi rekel, da v družbah, v korporacijah razmišljamo o trgu izven nekih držav, izven nekih regij, izven političnih integracij in o trgih razmišljamo globalno. Danes recimo tudi družba, ki jo vodim, največje stopnje rasti beleži prav na trgih izven Evropske unije, v Avstraliji, v Združenih državah in tako naprej. Če bomo še 2 leti nadaljevali v tem tempu, v tem trendu politiko, kot imamo danes, se bojim, da Evrope 2025 ne bo v takšni obliki, kot jo poznamo danes. Se pravi, da bo prišlo do dezintegracije in če bomo imeli sreče, bomo pristali na prostotrgovinskem območju. Se pravi, da bomo ohranili vse prostotrgovino med državami, da se izognemo vojni. Če bomo pa nadaljevali še malo naprej, kot danes in kot obstaja ta velika kakofonija interesov znotraj Evropske unije, ker se enostavno nacionalne države sploh ne zavedajo tega, kam drvimo, Evropske unije ne bo in bomo končali v kakšni vojni. Ok, se pravi, zdaj, če pogledamo Evropsko unijo z nekakšne širše perspektive, pač ena izmed v bistvu temeljnih kriz, ki je pogosto zanemarjena, je demografska kriza, se pravi starajoča se družba in seveda te trendi so irreverzibilni, se pravi, teh trendov ne bo mogoče nekako obrniti v bližnji prihodnosti. Nekako komplementarno tej demografski krizi in družbeni polarizaciji seveda je pa vidik, ki so ga evropske politike, lahko tudi evropske institucije dolgo časa negirale, to je pa v bistvu izrazita stopnja razlik znotraj teh držav članic v stopnji brezposelnosti med mladimi. Danes je očitno podoba Evrope 2025 nekaj, kar nekako skušamo dojeti z inertnostjo, skušamo dojeti, kot je rekel Ralf Dahrendorf, da je to pravzaprav Evropa, ki jo moramo razumeti à la carte. Vsak pravzaprav si naroči tisto, kar potrebuje. In na mizi bo vedno dovolj tistega, kar lahko vzamemo. Težava te krize je, da na tej mizi tega pravzaprav ni več dovolj. V sklopu praznovanja 70-letnice ekonomske fakultete je bila tudi otvoritev razstave študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Razstavo je otvoril tajnik fakultete magister Tilen Balon. V svojem govoru je poudaril, da je za širjenje duha med študenti potreben drugačen, tudi kulturno-umetniški vidik, ki je na fakulteti spodbudil ustanovitev galerije. Ob obletnici se tega vidika še posebej zavedajo, zato so likovno akademijo zaprosili za drugačen vpogled v ekonomijo, ki ga prinaša pričujoča razstava. Razstava tako prinaša kolaž različnih pogledov, izhodišč, tehnik, vsebinskih in formalnih pristopov v vsakodnevnem življenju, študijskem procesu in akademskem raziskovanju. Spoštovani in spoštovane, gospe in gospodje, pozdravljeni na svečani akademiji ob 70-letnici Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Danes je Ekonomska fakulteta močan steber Univerze v Ljubljani in osrednja slovensko izobraževalno-raziskovalna inštitucija na področju ekonomije in poslovnih ved. Smo mednarodno uveljavljena šola, ki dosega najvišje kakovostne standarde na področju poslovno-ekonomskega izobraževanja. Svojo vpetostjo v akademski in poslovni prostor pomembno sooblikujemo ne le raziskovalno in izobraževalno področje, pač pa družbeno dogajanje nasploh. Iskrene čestitke Ekonomski fakulteti za 70-letnico, tudi z moje strani. Futuristi pravijo, da države več ne bodo pomembne, mesta bodo bistveno bolj pomembna, pa še veliko drugih stvari. In v izobraževalnem procesu bodo mladi, milenici, kot jim pravijo, na kateri sedaj svet stoji, dobili svoje prave zasnove. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila, glede na njen rojstni datum, otrok velikih upov in pričakovanj ob koncu druge svetovne vojne. Ta pričakovanja so prisotna vseskozi, tudi danes. Več kot 35.000 podeljenih diplom in 437 podeljenih doktoratov pove, da je Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani k razvoju slovenskega gospodarstva in družbe prispevala izjemen delež. Pri mnogih profesorjih in v študentskih debatnih skupinah smo si odpirali perspektive in znanja za bližnji prehod v družbo tržne ekonomije in za lastne življenjske poti. Ekonomska fakulteta je pri tem ravnala modro. V skladu s svojim poslanstvom je spodbujala našo živahnost, prenašala je naše nestrpno hlastanje po uveljavitvi. Tako je utrjevala tudi svoje mesto med prenovitelji slovenske družbe. O poklonu za minule uspehe, ob željah za bleščečo prihodnost ter ob čestitkah za jubilej poklanjam Ekonomski fakulteti novo dekansko verigo. Vse najboljše, Ekonomska fakulteta in še na mnoga leta. Za fotografijo, prosim.